Pozdravljeni, z vami sem Minka. In danes je poseben dan. A veste zakaj? Končno mi je uspelo dati ven prednaročila za novo knjigo. Knjiga je zdaj pri oblikovalki, tako da približno čez en mesec bo natisnjena, bo prišla sveža iz tiskarne. V glavnem, nova knjiga, ki je nekako nadaljevanje Minkine kuhinje za hormonsko ravnovesje in dolgoživost. No, ta nova knjiga bo pa naslov, ko hrana zdravi dušo in telo. Noter so recepti za avtoimuna obolenja, dodala sem več kot 40 novih receptov, od kruha z drožmi do čokoladnega musa s pistacijami, do raznih sestavljank zdravja in tako naprej. V glavnem, kakorkoli, novi recepti za zdravje. Zdaj pa zakaj sem pisala to knjigo? Ta knjiga je namenjena za vse tiste, ki dobite diagnozo. Za vse tiste, ki imate v družinskem deblu diagnozo. In to pomeni, da bo treba nekaj spremeniti. Spremeniti na podlagi prehrane. Še bolj pomembno pa poiskati vzrok, čustveni vzrok, zakaj se vam dogaja, kar se vam dogaja. No, ker vse vemo, vsa avtoimuna obolenja, to so obolenja, ki se jih ne nalezemo, dejansko nastanejo na podlagi čustvovanja vzorca družine. No, tako da ja, poseben dan, spodaj kliknite na povezavo, preverite, naslovnica je zgolj simbolična, tako da v glavnem bomo še videli, kako bomo se stavili skupaj, ampak v glavnem ni nekaj, kar bo fiksno gor. No, zdaj pa, danes smo pa branje drugače, ker včeraj zvečer je bila tako čarobna luna, sedela luna, pa ena zvezdica je bila tik nad njo, Venera. In v bistvu luna predstavlja ženski pol, zvezda, veste, zvezda severnica ali pa ta je večernica, Venera je povezana z žensko energijo. Ja, tako, jaz sem parkrat slikala to večerno nebo, tako pravljično lepo je bilo. In danes sem se pa odločila, da bom posnela video za vse tiste, ki ste na nekem razpotju v življenju. Ko človek ne ve kam, ko mogoče niti ni na razpotju, ampak pride do konec nekega obdobja, pa sploh ne ve, a je prav, da gre naprej tam, kjer ga mogoče vleče srce, a je bolj pametno nekaj drugače narediti, sploh takrat, ko imaš ali preveč možnosti pred sabo, ali pa nič možnosti pred sabo. Dajmo pogledati, kakšno sporočilo je za vas, ki ste nekako tako, kje je moje življenjsko poslanstvo? Kaj je tisto, kar je prav, da jaz vem, kaj je tisto, kar meni pomaga, da bom svojo svetlobo obogatil svet, osvetlil svet. A ne, saj vsak od nas to dela. Svojo svetlobo osvetljujemo svet okrog sebe. Pa da vidimo. Za tole dušico, ki tole posluša, sporočila prehodu na novo dobo, da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo. Kaj jih imamo? 6 kart. Pa gremo naprej. Bom to prvo te dala. Življenje ti ponuja lekcije. Ja, v redu je. Ampak ti, ki tole poslušaš, si ustvarjalka nove dobe in ne dovoli, da te lekcije življenja, da se spotakneš. Enostavno, lahko greš s tokom, lahko stopiš čez, greš okrog ovire, predvsem pa ne se zaustavljati. Delaj korake. Zdaj pa slišim, kar rečeš, ampak jaz sploh ne vem, kam naj grem. Ti si boginja, ustvarjalka nove dobe. Vodite srce. Se pravi, zdaj pa, da boš lahko slišala srce, je pa povezano srce z ljubeznijo do sebe. Prišla je karta ljubezen, prišla je karta nova zemlja. Se pravi, če mi razumemo, da ti si boginja, ki ustvarja novo dobo in naj te vodi ljubezen. Zdaj pa prva točka ljubezni je povezana z ljubeznijo do sebe. In ljubezen in na drugi strani odpuščanje sta pa dve plati istega kovanca. Se pravi, to je tako, kot bi kovanec obračali. Ne moramo reči, da je eno brez drugega. In prvo vprašanje zate je, imaš do koga še kakšno zamero? In če jo imaš,
pač preveri z mišičnim testom. In kdo je najbližji? Najprej starše preverite. Globoko v duši nosim zamero do svojega očeta, globoko v duši nosim zamero do svoje mame. Pogosto, ko ljudje pridejo na svetovanja, celo pridemo do podzavestnih programov, sovražim dušo tega in tega človeka. In tako, da če se vam to dogaja, da ste nekako tako, da ne veste, kako naprej, odpuščanje je ključ do tega, da se vam odprejo nove poti, novi talenti, nove možnosti. Zdaj pa kako nekomu odpustiti, ki nas je ranil. Lahko si v nedogled ponavljate, naj Kristusova ljubezen do te in te osebe napolni moje srce. Lahko naredite meditacijo za odpuščanje. Meditacija za odpuščanje gre na ta način. Bom dala spodaj povezave oziroma lahko v YouTube tipkate meditacija za odpuščanje, Minka Gantar pa boste prišli do te meditacije. V glavnem, jaz in ustavi svoje ime, pozdravljam dušo v tebi. Jaz in ustavi svoje ime, prepoznavam dušo v tebi. Oba sva otroka stvarnika. Oba sva na zemljo prišla predelovati lekcije. Oba rasteva, oba delava napake in tako naprej. No, tako da, in naslednje sporočilo zate je, da napiš, kaj si želiš. Zato, ker v stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti z lahkoto uresničuješ svoje želje. In zdaj tista zadeva naprej. Kaj si ti res želiš? In daj vsa področja, enostavno napiš. Na poslovnem področju si želim kaj? Kako se želiš počutiti? Kako želiš biti cenjena? Koliko želiš biti plačana? Kako želiš, kakšen kolektiv je okrog sebe, s kom želiš sodelovati? Potem na ljubezenskem področju, moški, ki me ljubi, je. In napišeš lastnosti, ki jih želiš pri svojem partnerju, in naprej napišeš, kako se ti želiš počutiš v odnosu. Se pravi, da se slišiš, da si slišana, da si ljubljena, da občutiš, da si spoštovana, predvsem pa, da občutiš, da je zadaj resnica. In, a veste, resnica, ker čutiš, če ni resnice, ti čutiš, da v odnosu prebiva vmes laž. Gre se za to, da kako se jaz želim počutiti v odnosu. In tako pa je na vse odnose. In boš videla, v stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti z lahkoto uresničuješ svoje želje. In potem pa napiš, moja vizija čez 5 let. In kje sebe vidiš čez 5 let? Ali pa lahko za 1 leto. Kako bi bilo, če bi bilo? Brez čejev, ko bi bilo, veste tisto, brez tega, ne, se meni to ne pripada, se to se ne da, se je to nemogoče. Brez vsega tega. Enostavno napiši tvojo vizijo. No, zdaj pa gremo naprej. Ti skozi svojo vizijo ustvarjaš. Prišla je karta ustvarjalec. Tukaj je še karta, delaš dobro in dobro se ti v obilju vrača. Poplačana boš zmerom za vse to, kar daješ. In zdaj tisto, zaključuje se ti to obdobje. Vem, zdaj boš rekla, pa sej vem, da se mi zaključuje neko obdobje. Kaj pa zdaj? Zdaj pa pomembno, da zaupaš in se samo prepustiš. Prepustiš, da te bo življenje poneslo tja, kjer je zate najbolje. Mojster. Mojster pomeni da. Tako je. In tukaj imamo zavest, tvoja zavest se širi na višjo raven. Se pravi, mogoče, zato je tako pomembno, da pogledaš odpuščanje, ker neodpuščanje je zanka, ki te drži nazaj, oziroma kaveljček, ki se drži za zanko in enostavno ti ne dovoli, da greš s tokom. Zato je tako pomembno, da res pregledaš vse odnose, če imaš do koga še kakršnokoli zamero, da boš lahko šla naprej. Ker tvoja zavest hoče naprej. Wow, dobila si poglej to, ljubimca. Se pravi, na ljubezenskem področju te čaka veliko partnerstvo. In naslednja zadeva, konc lenobe, noč več zapuščavanja in začenja se neko ustvarjalno obdobje,
ne vem na katerem področju, ampak v vsakem primeru življenje te bo enostavno poneslo naprej. Sprejemanje, pač neverjetno. Lej, še enkrat, zaupaj, življenje te nese. Notranji preporod, notranja energija enostavno bo naredila. In zanimivo, karta potlačitev. Vpliva na odpuščanje. Se pravi, na vseh področjih, kjer čutiš, da je še zamera, do kogarkoli, naredi meditacijo za odpuščanje, zato da si mirna v sebi, da lahko spustiš in da lahko greš naprej. Ja, vse je za napredek, lej, zorenje. Ko je jabolko zrelo, pade dol. Zanimivo. In zdaj dvakrat upornik, pa pol tukaj na nekem področju nek odnos ti predstavlja. Izžetost enostavno spusti. Dajva zdaj še za naprej pogledati, pa te vidva za naprej. Stvarnik, za tole dušico, ki tole posluša. Za naslednje pol leta, kaj je zanjo, prav da ozavesti, da ve. Naslednje pol leta, to pomeni okrog novega leta, kaj je tisto, kar ji sporočaš, da da fokus na to ali pa da te stvari da večjo pozornost. Kolev sreče se spreminja tebi v prid. Družinska sreča? Wow! Pridelke boš pobirala, jasno izražati, kaj si ti želiš v vsakem odnosu. Se pravi, učiš se komunikacije, učiš se, da jasno poveš svoje želje. Ful ustvarjalne energije. Wow! Leto. Moram pokazati. Leto. Prva karta je kolo sreče. Tebi se je neko obdobje zaključilo in zdaj te čaka sreča. In tista sreča, ki te čaka, je povezana s tem, da ti si ženska, ki ima vsega v obilju. In kam greš naprej? Družinska sreča. To ne pomeni, da boš čičala pa kvačkala doma, ampak da boš dejansko začela ustvarjati. In tukaj spet, lejte, dvakrat trojka, povezovanje. Trojka pomenijo povezovanje, družino, napredek, sodelovanje, več kot partnerstvo, se pravi, 3 je več kot 2 in predvsem dvakrat meča, ki sta pa absolutno povezana s tvojim izražanjem. Mogoče še kaj v tej smeri imaš za narediti, da jasno, da postaneš kraljica izražanja, da na področju komunikacije še kakšne stvari narediš ali pa poveš mogoče tisto, kar ni izrečeno, ko sem hotela reči, kar ni poročeno. Zanimivo, kakšna beseda mi je prišla ven. 8 palic je prišla ven, to pomeni, da je to že določen, to je že tvoja usoda, da greš v tej smeri in da je to nekaj, kar prihaja v tvoje življenje. Ta trenutek še ni tukaj, ampak prihaja v tvoje življenje. Še enkrat, družinska sreča, zanimivo. In mogoče, da je konec nekega obdobja, ja, in še smrt. Se pravi, konec obdobja puščavnika. Zdaj si bila, tako mogoče si se počutila samo, osamljeno, mogoče si se počutila nerazumljeno, mogoče si se počutila izločena, ampak tega obdobja je konec, ker to, kar tebe čaka, zdaj v naslednjem pol leta je, wow, tako lepo, tako krasno, samo edina stvar, kar te drži nazaj, so pa neka potlačena čustva, povezana z neodpuščanjem. Samo to. In ja, nič, začni delati v tej smeri, razmisli, sama s sabo se pogovori, razmisli, komu imaš še kaj za odpustiti, in potem, ko boš ta kaveljček razrahljala, te samo življenje ponese naprej in končni rezultat bo presegel vsa tvoja pričakovanja, ker bo toliko boljš, kot si sploh lahko ti zamisliš. Tako da ja, zanimivo, kakšne karte so danes ven prišle. A še eno, no da vidimo, za tole dušico, še eno, da vidimo. Kaj je tisto, kar je prav, da ve, da ozavesti? Ja, itak. To boš ti. Pač, dobro, ne bo ti zrasla brada, ampak to je človek, ki deli svojo srečo. To si ti. 9 kelihov, dom, okolje, ti,
polna ljubezni in samo deliš to tvojo energijo naprej. In seveda za vse to dobivaš čudovito božje nadomestilo. Tako da ja, nič kaj posebnega ti ni treba za narediti. V osnovi je najbolj pomembno, da razumeš, da edina stvar, ki te drži nazaj, so dejansko potlačena čustva v povezavi z neodpuščanjem. To je edina stvar. Tako da razišči na tem področju in boš videla, kako se ti bo življenje naenkrat spremenilo v tako lepo, beseda mi gre, simfonijo, da boš samo rekla, joj, kako lepo je. In če je bila cena tega, kar dajem sedaj skozi, ali pa sem dajala sedaj skozi to, da tako lepo živim, je bilo vredno. Tako da, to je to za danes. Uživajte, kmalu posnamem nov video, v vsakem primeru pa vse veste, ne? Vse se začne pri nas samih, vse se začne pri naši energiji, potem življenje nam slika od vsega tega, kar mi smo. Tako da uživajte in se vidimo kmalu.